Igor Krmen, Svet Kanada. Gospod minister, nekaj ste že povedal o Planinski vasi. Mene pa zanima sledeče, glede na to, da je objekt črna gradnja, kajti ni bilo izdano dodatno gradbeno dovoljenje, ampak zgolj upravno. Kako je možno, da inšpekcijske službe ne ukrepajo in končni fazi obrata ne zaprejo oziroma celo porušijo, če to črna gradnja? Ja, vprašanje je bolj komplicirano, kot ste ga navedli. Moram pa vam povedati, ko sem slišal, da je bilo naše ministrstvo premalo aktivno na tem področju. Obratno bo držalo, ta postopek, v katerem je lokalna skupnost vedno podpirala investitorja. Ta postopek, v katerem je investitor dobil vse potrebne papirje, da je lahko investicijo pričel graditi, je potem naše ministrstvo vstopilo v ta postopek in je razveljavilo gradbeno dovoljenje. Naše ministrstvo. In naložilo upravni enoti, da ponovi postopek. Ampak da pa je zadeva še bolj zapletena, pa je upravno sodišče naše odločitev razveljavilo. In sedaj smo v paradoksalni situaciji, da ima investitor pravnomočno uporabno dovoljenje, nima pa gradbenega dovoljenja. In nov zakon o graditvi objektov, ki je bil sprejet na mojo pobudo, tako situacijo onemogoča. To se v Sloveniji ne more razglediti. To je sedaj primer sui generis za nazaj in ga moramo na nek način poskušati rešiti. Ob dejstvu, da je v ta postopek vstopilo tudi upravno sodišče, je, ko je bilo danes informirano o tem zapletenem postopku, je tudi inšpekcija morala del svojega postopka ustaviti, torej samo izvršbo. Preprosto je potrebno počakati, da se drugi postopki zaključijo. Jaz sem se večkrat tudi srečal s krajani, in sem poskušal storiti vse, da bi prišlo do dogovora. Tu je ključno, tukaj imaš kar in platno na nek način roki, vendar ne v občini. V bližini te lokacije se bi lahko najdla popolnoma, jaz bi rekel, sprejemljiva lokacija za tega investitorja. Ampak ta odločitev je pa na njih. Samo vseg te naprave pa je tak, da v preteklosti ni potreboval nekih večjih okoljevarstvenih dovoljenj. Po veljavni zakonodaji in uredbi. In paradoks je v tem, da je investitor pridobil pravnomočne dokumente, ki so bili kasneje v postopku strani države razveljavljeni. Gospod Dolenčev, tukaj dobro pozna ta postopek, da smo še kaj dodati? Ja, tega postopka razveljavitve ne poznam, ampak tako kot ste omenili, dejansko je zdaj situacija zapletena ravno zaradi te sodbe upravnega sodišča in verjetno je treba počakati na ta razplet, da bi lahko potem se ukrepalo kaj zoper pravnomočno uporabno dovoljenje. Jaz bi eno vprašanje Rančo v TV Slovenija. Mene pa zanima zaradi dekanov, te, ki mišlja tovarno, kaj se dogaja? Krajani so proti, se bi kaj zgodilo tam? To je, mi rečemo zadeva Chemiplas. Danes se z gospo varuhinjo o tej temi nismo pogovarjali, ker nam je nekoliko zmanjkalo časa. Lahko vas informiram naslednje. Čisto kratko kronologijo bom naredil. Kmalu, ko sem prevzel vodenje ministrstva in sem se detaljno seznanil z vsemi ozadji in zapleti v tej zgodbi, sem v dogovoru z mestno občino Koper, s krajevno skupnostjo oziroma skupino krajevnih skupnosti in tudi vodstvom tovarne oblikoval posebno strokovno skupino, da bi v okviru mandata, ki sem ga jaz dal, našli rešitev. Rešitev bi bila v tem, da bi država morda pomagala z nekaterimi finančnimi mehanizmi, da bi se preprosto ta dejavnost preselila. In moram povedati, da smo našli ugoden finančni aranžma v okviru 2 finančnih inštitucij. Jaz sem tudi slišal, da je lastnik te tovarne dobil 2 možni lokaciji, kamor bi lahko tudi dejavnost preselil. Seveda pa je bilo, vedno pa je v takih dogovorih je več strani. In eden od pogoj lastnika pa je bil ta, da mestna občina Koper zaključi nekatere prostorske postopke, da bi pač to zemljišče, ko se oni odselilo, dobilo pač status, kot so ga želeli in je mogoč, in da bi potem prišlo do dogovora. In ta komunikacija med mestno občino Koper in lastniki oziroma vodstvom Chemiplasa pa se je na moje razočaranje v zadnjem obdobju pretrgala. In se celo sedaj nadaljuje preko sodnih
oziroma napoved je, da bo šlo preko sodišč. Pot preko sodišč je legitimna, je pa dolga. In jaz še vedno upam, da bi se morda preko drugih načinov našel torej korektni dogovor, da se to dejavnost preseli na eno od drugih lokacij, nekje najverjetneje izven Slovenije, in da se omogoči, da bo bližina samega Kebiplasa, ki je eno najbolj atraktivnih območij za različne dejavnosti, ki bi okrepile in obogatile dejavnost v slovenski Istri in obali, da se torej omogoči, da lastnik lahko, sedanji lastnik s temi zemljišči tako ravna.